V naslednjem prispevku pa se vračamo 30 let nazaj. Za ta preskok je poskrbela knjižnica Medvode, ki je svoj 26. domoznanski večer, tako kot predhodnega, posvetila 30-letnici novodobne občine Medvode. Zakaj novodobna? Ker smo jo imeli vse od leta 1850 do leta 1963, v manjšem obsegu sicer. Potem pa je postala sestavni del občine Ljubljana Šiška. Beseda je tokrat tekla torej o ustanovitvi in zametkih občine Medvode v letu 1994. Svoje videnje so predstavili magister Miroslav Mozetič, takrat poslanec v Državnem zboru, ki je sprejel odločitev o ustanovitvi občine, in dva častna občana Medvod, oba člana prve sestave občinskega sveta, Janez Šušteršič in dr. Jože Duhovnik. Slednji je takrat kandidiral tudi za medvoškega župana. Praznovanje 30-letnice novo vzpostavljene občine Medvode se je z dvema dogodkoma vključila tudi knjižnica Medvode. Kako drugače, ko pa z našimi domoznanskimi večeri. Enega je pripravil magister Okuliš že septembra meseca. Mi smo se pa odločili, da izberemo 4. december, ker jaz ga nekje razumem, da je to tista črta, tista mejna črta med nekim prejšnjim in nečem novim, ki se je takrat vzpostavilo in zdaj že 30 let živi. To je bil torej že drugi domoznanski večer, ki so ga v Medvoški knjižnici posvetili tej okrogli obletnici. Na prvem je zgodovinar Stane Okuliš spregovoril o občini Medvode od leta 1850 dalje, ko je bila ustanovljena prva krajevna občina Medvode, in o županih, ki so jo vodili od takrat dalje. Tokratni domoznanski večer, že 26. po vrsti, pa je potekal 4. decembra, prav na dan, ko so Medvoščani na volitvah pred 30 leti izvolili občinski svet in župana. Izmed 4 kandidatov, ki so kandidirali, so izvolili dotedanjega predsednika skupščine velike občine Ljubljana Šiška Stanislava Žagarja. Mi smo povabili vse še živeče akterje tistega časa. Žal nekateri morda zaradi starosti, bolezni ali kakorkoli se niso udeležili, nekaterim se to ne zdi več pomembno, nekateri so morda celo razočarani, pa ne vem, še kakšni razlogi so. Vesel sem pa tistih, ki so danes prišli, ker oni so tisti pričevalci tistega časa. Namreč moram tudi to povedati, da je literature od te medijske izjemno malo, razen moram pohvaliti vašo televizijo, ampak ona je pač edina. Gorenjski glas je tudi nekaj objavljal, tako da jaz sem iz tega lahko nekje današnji večer pripravil tudi vsebinsko. Prisotni na domoznanskem večeru so si najprej ogledali krajši prerez dogodkov iz leta 1994, kot ga je iz arhivskega gradiva televizije Medvode pripravil takratni urednik Iztok Pipan. Od neuspelega referenduma o ustanovitvi občine, odločitve Državnega zbora, ki je občino Medvode vendarle ustanovil, do prvih volitev v organe občine in zapletov na prvi seji. Povabilu se je odzvalo 7 svetnikov, 5 iz prve sestave občinskega sveta. Sem v tem trenutku zelo vesel, da sem dobil neke nove odgovore, predvsem sem pa vesel tega, da tudi pri teh naših pričevalcih vidim nek optimizem za naprej. Se pravi, da je bilo vredno poskusiti, morda celo tvegati, ne? In da so uspeli in da rastemo kot lokalna skupnost. To se mi zdi ključno sporočilo današnjega večera. Svoje videnje so tokrat predstavili magister Miroslav Mozetič, nekdanji ustavni sodnik, leta 1994 pa poslanec v Državnem zboru, in dva častna občana Medvod, oba člana tudi prve sestave občinskega sveta, Janez Šušteršič in dr. Jože Duhovnik, ki je na prvih lokalnih volitvah tudi kandidiral za župana občine Medvode. Vsi trije pa so bili predstavniki takratne stranke Slovenskih krščanskih demokratov, ki je močno zagovarjala ponovno vzpostavitev občine Medvode. Mi smo iz tiste generacije z Duhovnikom, ki smo v šolo hodili, ki smo ta prostor čutili kot en skupen prostor ali pa en prostor, ki je medsebojno funkcioniral. In dejansko smo se takrat v tem obdobju, mi smo imeli privilegij, smo imeli poslancev v Državnem zboru, smo vedeli, kako se zadeve dogajajo.
in smo na vsakem koraku zagovarjali, ne šele leta 1993, ampak takoj na začetku demokracije, da se vzpostavi ta skupnost nazaj, kot je že bila. Miroslav Mozetič je ustanovitev občine Medvode umestil v zgodovinski kontekst. Na eni strani je bila sprejeta ustava, ki je državnemu zboru narekovala vzpostavitev samostojnih občin, ki bi bile bližje ljudem. Po drugi strani pa je bilo za voljo različnih interesov čutiti tudi nasprotovanje tovrstni reorganizaciji lokalne samouprave. Dejstvo je, da se je zelo stihijsko pristopilo k tej organizaciji, zlasti je bil problem, ker vlada ni resno pristopila. Takrat v letu 93, 94 se je vlada ukvarjala z drugimi stvarmi in je nekako to lokalno samoupravo dajala na rob. Bo že nekako. Referendum o ustanovitvi občine Medvode konec maja 1994. leta je bil sicer neuspešen, vendar, kot je pojasnil Mozetič, le zato, ker so kot glasove proti šteli tudi neveljavne in neopredeljene glasove. Zmanjkalo je namreč le 49 glasov. Rezultat referendumske odločitve, nad katero je bil seveda razočaran, je Janez Šušteršič, član občinskega sveta občine Medvode v kar 4 mandatih, pripisal tudi odnosu, ki ga je imela do reorganizacije lokalne samouprave takratna šišenska oblast. In dejansko je paradoks, da ta občinska oblast, ki se je v precejšnji meri iz našega konca ustanovila v Šiški, je zagovarjala v tistem času, posebej pa v tej kampanji za referendum, je zagovarjala, da je občina nova, da je neumnost, da bomo dobesedno mi dva z Mirotom na nekih zborih po krajevnih skupnostih hodili in ne spomnim se Smredenka, da je eden izjavil od te šišenske občinske uprave, dobesedno, da bomo travo jedli skoraj, ne. Kot je pojasnil dr. Jože Duhovnik, rezultat ni odražal volje tistih, ki so bili dejansko vpeti v delovanje krajevnih skupnosti v času delovanja občine Ljubljana Šiška. Meni so zmeraj govorili, kako se zgodbe v Šiški odvijajo drugačne, ker je bila čisto drugačna mentaliteta in Medvode so dejansko vlekle vedno ta zadnji konec. Glede na to, da je ustavno sodišče naknadno odločilo, da je referendum zgolj posvetovalne narave, je državni zbor ustanovil občino Medvode, saj je izpolnjevala ne le vse zakonske pogoje, ampak tudi tiste, ki so izhajali iz ustave. Izpolnjevala je tudi v bistvu pogoj, ki izhaja iz ustave, da se v občino združujejo naselja, ki so nekako povezane s skupnimi interesi in skupnimi potrebami. Število prebivalcev je bilo preko tistega števila, ki je bila določena, šol je bilo več kot ena, zdravstveno, skratka vsi kriteriji. Pričevalci so se delno dotaknili tudi dogajanja na prvi seji občinskega sveta novoustanovljene občine Medvode 22. decembra in na njenem nadaljevanju v januarju, po tako imenovani pirniški konferenci, ki je sicer zmagovalno stranko na prvih lokalnih volitvah, prav Slovenske krščanske demokrate, porinila v opozicijo. Takrat sem jaz tudi življenjsko spoznal, kaj je politika. To so bili ni samo dobrohotno za delo za skupnost, so tudi laži, prevare, tudi bi lahko rekel etud brutus. Vsi sogovorniki so po 30 letih mnenja, da je bila odločitev za vzpostavitev občine Medvode pravilna. Vedno bi bilo lahko boljše, in jaz mislim, da bi lahko bilo tudi marsikaj boljše. Ampak da se je vsaj to izkazalo, da ni bila napaka, da se je šlo v občino. In vsaj upam, da večina ljudi, tudi tisti, ki so bili takrat proti občini, ki so izražali dvom v novo občino, da so ugotovili in videli skozi ta razvoj, da je bila ta odločitev pozitivna. Da so si torej prizadevali vzpostaviti občino, ki bo samostojna in bo lahko skrbela za potrebe ljudi. In da so bili zato vsi prvotni strahovi odveč. Mi smo hoteli ravno tako, kot je bilo prej, v komuni občini Medvode, samostojno knjižnico,
katero smo tudi dosegli, je bila tudi borba, smo tudi mogli dokazati, da ne bo vsega konca, če se bomo cepili v Čiške. Hodili smo tudi sicer glasbeno šolo, samostojni zavod, zdravstveni dom, ne. To je tudi bila zasluga pač določenih ljudi v občinskem svetu, ki smo to zagovarjali. No in glavno vse te zadeve funkcionirajo in tudi ljudje so s tem zadovoljni, ne. Da imamo dobro primerjavo delovanja dveh županov in da lahko skupno zgradimo tudi z manjšimi projekti, če so ti ljudem blizu. En župan je vsakič en let pa pol pred volitvami do pol leta govoril, kakšne projekte bo naredil, na koncu je bilo par veselic, pa je bila zgodba končana. Dejstvo je, da je šele zdaj v zadnjem obdobju pa z drobnimi stvarmi. Glede, če vi pogledate krožišče, pa je malo so nasarali drevja, potem tle urejanje okoli tega centra. Če se bo s takim majhnimi korakami, ne bombastičnimi, ampak majhnimi projekti nadaljevali, potem bodo ljudje čutili, da je ta občina njihova občina.